Naša delavnica se imenuje Robotski izziv. Pri njem nam dajo izzive, ki jih rabimo z roboti premagati. Na tej delavnici v glavnem veliko programiramo in imamo veliko izzivov. Vedno se lahko naučiš nekaj novega, tako da jaz v bistvu res priporočam vsakomur. Gre za delavnico Vitez brez volana, kjer je cilj programirati take robote, ki se peljejo po tleh, da mogoče celo peljejo po tej črni črti. Na stropu je veliko teh pik, s katerimi se roboti lahko tudi orientirajo. Torej, jaz pa obiskujem delavnico elektrika v človeškem telesu. Poznali smo proces elektroporacije in njegove aplikacije, ki smo jo uporabili v laboratoriju, da smo v celice vstavili posebne beljakovine, ene meduze. Poleg tega pa smo z mikrokontrolerjem Arduino ustvarili naš lasten elektrokardiogram in pa žiroskop in akcelerometer za štetje korakov. Torej, mi se zdaj nahajamo na delavnici Tvoja električna energija. Na tej delavnici pa se pogovarjamo, kako električna energija nastane, iz kje jo dobimo in kakšne so približne porabe v Sloveniji. Zdaj delamo svoj električen generator, ki je v bistvu narejen iz 2 CD-jev, katere imajo vmes gumico na povezan elektromotor, ki služi kakor generator, in ko vrtimo ta CD, se vrti os na motorju in proizvaja električno energijo, s katero lahko prižgemo to LED diodo. Že sem valid iz tabora Pirati radijskih valov. Tukaj se imam ful dober. Tukaj delamo radijski oddajnik, ki smo ga tle spodaj pospajkali. Potem smo naredili tudi lučko, ki dela na daljinc. Takole. Najbolj mi je bilo všeč vrtanje lukenj, pa zelo mi je zabavno. Na teh delavnicah se ukvarjamo s hrupometrom. Naredili smo ga s pomočjo vezja, ki smo ga mogli s spajkalnikom zlotati in povezati žičkami, in s pomočjo zvočnika, ki meri hrup in ta hrup oddaja lučkam in te lučke pa povejo, koliko je hrupa v nekem prostoru. To je delavnica električna vozila. Delali smo električne motorje, tudi krmnike za električne motorje. V torek smo šli na ekskurzijo z električnimi kolesi. Smo testirali njihovo hitrost, pa kako se obnašajo glede na tlak v gumah, pa na težo voznika. Najbolj si bom pa zapomnil zabavno vožnjo z električnimi kolesi. Jaz sem se udeležil delavnice Lego viharniki. V tej delavnici delamo robota, ki naj bi sledili črni črti in vzemali kocke s pomočjo klešč. Nato pa kocke predstavili na drugo stran in jih odložili v škatle za enako barvo te kocke. Tukaj sem se že naučil veliko stvari, ker doma velikokrat sestavljam Lego kocke, nikoli pa še takih robotkov. Torej je bilo zelo fajn, ker smo združili in Lego kocke in programiranje. Ta delavnica se imenuje Tik-tak elektronika. Veliko spajkamo in delamo vezja, ki svetijo lučke. Drugače, najbolj si bom pa zapomnil, da smo veliko spajkali in to mi je bilo tudi najbolj všeč. Letos sem se kar veliko naučil, v bistvu tudi stvari, ko sploh nisem vedel, da obstajajo. In bom probal tudi doma še kaj takega narediti. Jaz sem na delavnici Obvladajmo elektroniko. Naučil sem se delati na Fallštadu. Najbolj všeč mi je bilo, ko se igramo z zvočniki in se tresemo z elektriko. Zelo Tonka sva naredila zvok čričkov, s tem, da sva nekaj spreminjala in pol so nastali črički. Jaz sem na delavnici Pirati s kamero. Mi snemamo filme, pa
vsak se lahko preizkusi v igranju pa snemanju. Najbolj všeč mi je v bistvu, da lahko upravljam s kamero, zato ker sem velik ljubitelj kamer. Izziv mi bo pa montiranje videov. Ja, sem se splača priti zato, ker so vsi ful prijazni, spoznaš nove ljudi, naučiš se snemati, pa veliko mnogo izveš o tem. Smo na delavnici od elektronov do zvezd. Tukaj delamo vezje za večnamenski merilnik. Meni je bilo pa najbolj všeč, ker smo šli na ekskurzijo v nuklearni jedrski reaktor. To delavnico bi predlagal vsem, ki vas zanima kemija ali pa fizika, ker je zabavno, pa dobiš kaj prijateljev. Jaz sem se udeležil delavnice senzorjev. Naučili smo se uporabljati take mašine tukaj. Te senzorje, tlak, pa tudi spajkati teleplošče. Najbolj si bom pa zapomnil, kako se spajkati, kot to sem prvič delal v mojem življenju. Jaz sem v delavnici Scratch mojstrov. Tukaj je zelo fajn, naučili smo se pa kar dost. Smo pa tle sprogramirali en mini robotka, ki lahko šteje tvoj rezultat, kako daleč prideš. Imam tudi enega prijatelja, ki si je želel iti na tabor, pa je bilo zasedeno vse. Upam, da naslednje leto pride z mano na te delavnice. Kakšne ime delavnice? Pozabil sem spet.